Tako se je pred 3 leti, 9 mesecev po parlamentarnih volitvah, prvič pred objektive postavila nova razširjena vlada z 20 ministri. To čakanje ni bilo nepotrebno, niti ni bilo koristno ali v korist države. O 3 novih ministrstvih in spremembi pristojnosti med njimi smo odločili na referendumu. Takrat so v koaliciji zagotavljali, da bodo nova ministrstva brez dodatnih kadrov in znotraj obstoječega finančnega okvira. Zaradi reorganizacije bodo ministrstva vitkejša in bolj operativna, vlada pa bolj učinkovita. In pred koncem mandata te vlade, kaj kažejo podatki? Primerjali smo število zaposlenih na ministrstvih danes in pred reorganizacijo. Januarja letos je bilo na 19 ministrstvih in enem vladnem uradu zaposlenih 6517 ljudi. To je skoraj 660 več kot pred 3 leti. S prestrukturiranjem 2 ministrstev, za infrastrukturo in okolje v 3, za naravne vire, infrastrukturo in okolje, se niso zgolj prerazporedili že obstoječi kadri, kot so obljubljali, zaposlili so 170 novih. Kljub prerazporeditvi dela zaposlenih z Ministrstva za javno upravo na novo ustanovljeno Ministrstvo za digitalno preobrazbo je danes na obeh ministrstvih 100 ljudi več. Tudi na skoraj vseh ostalih ministrstvih se je število javnih uslužbencev povečalo. Največ na ministrstvih za kohezijo in za obrambo, po 100 zaposlenih več. Težko bi rekel, da opažamo neko občutno večjo učinkovitost ministrstev. Se pa le povečujejo. To pa ni zanemarljiva številka in dejansko bi to moralo držati bolje pod kontrolo. Kaj pa kaže primerjava celotnega Golobovega mandata s prejšnjo vlado? Pod 2-letno Janševo vlado se je število zaposlenih na ministrstvih povečalo za 700 ljudi na dobrih 5150. Od konca prejšnje vlade se je tako na ministrstvih zaposlilo dodatnih 1350 ljudi. Da vladi ni uspelo uresničiti obljube po vitkejših ministrstvih brez dodatnega kadra, pravi tudi predsednik uradniškega sveta. Tudi sklepi vlade so sledili k temu, da so povečali možnost števila zaposlenih. Zagotovo je vse v skladu z zakonom, navzven pa nekako ne meče lepe luči. Največ tako imenovanih zaposlitev na zaupanje v zaposlitve za nedoločen čas od leta 2013 pa je bilo po podatkih KPK-ja ob koncu prejšnje Janševe vlade. Kar 54 od 183 zaposlenih na zaupanje je dobilo službo pri istem organu. Teh prehodov je bilo v tem mandatu do zdaj manj. 43 uslužbencev na zaupanje se je zaposlilo za nedoločen čas. Zadnja se je s februarjem na kmetijskem ministrstvu zaposlila zaščitnica živali Tajda Trpovšek, prej zaposlena v kabinetu ministrice.